Spoštovani svetniki, spoštovani gostje, začenjamo 74. sejo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Ugotavljam, da smo sklepčni. Državnega svetnika Cvetka Zupančiča nadomešča državni svetnik Srečko Cvirk. Drugače pa, kot sem rekel, smo sklepčni in lahko nadaljujemo z delom. Najprej se bomo pogovorili o dnevnem redu. S sklicem seje smo prejeli predlog dnevnega reda, ta vsebuje 4 točke. Prva točka je predlog zakona o ravnanju z odpadki, druga obravnava. Druga točka predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Zakon je vložen po skrajšanem postopku. Tretja točka predlog zakona o oskrbi s plinom. Druga obravnava in četrta potrditev zapisnikov 70., 71., 72. in 19. izredne seje. Ima kdo pripombe na predlagani dnevni red? Če ne, potem dajem predlagani dnevni red v sprejem. Kdo je za? 10 nas je prisotnih, 10 za, torej ugotavljam, da je dnevni red sprejet in prehajam na prvo točko, to je predlog zakona o ravnanju z odpadki. Kot rečeno, gre za drugo obravnavo. Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora s sklicem in naknadno še v četrtek in petek smo po elektronski pošti prejeli stališča in mnenja zbornice komunalnega gospodarstva, gospodarsko-interesnega združenja, Centra za ravnanje z odpadki, Slovenije, Mestne občine Ljubljana, občine Krško, Skupnost občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije ter vlade. Vsi navedeni dokumenti so objavljeni tudi na spletni strani Državnega sveta pri sklicu današnje seje komisije. Obveščam vas, da se je predlagatelj poslanec Zmago Jelinčič plemeniti opravičil za današnjo sejo. Vabilu na sejo pa so se odzvali na Ministrstvo za okolje in prostor ter Zbornici komunalnega gospodarstva. Tako med nami pozdravljam gospoda Petra Tomšeta in Mihaela Nunčiča z Ministrstva za okolje in prostor. Upam, da sem prav prebral. In direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastjana Zupanca. Zdravljen. Ker ni predlagatelja, torej najprej vaju vabim predstavnika Ministrstva za okolje, da nam predstavite stališče vlade. Izvolite, beseda je vaša, pa bi zaradi prenosa prosil, če vsi razpravljavci pridete in uvodničari pridete za govornico. Prosim. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Glede predloga zakona o ravnanju z odpadki, ki ga je v Državnem zboru vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem, je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje, ki ste ga tudi prejeli, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ministrstvo za okolje in prostor je predlog zakona proučilo in ocenjujemo, da je predlog z vsebinskega vidika pomanjkljiv, nejasen in nezadostno opredeljuje predlagane rešitve. Prav tako je nekonsistenten in neskladen z ostalo področno zakonodajo, z samega izvedbenega vidika pa ne izkazuje realne možnosti za uspešno izvajanje. Menimo tudi, da je z vidika svojega osnovnega namena nepotreben, saj obstoječa področna zakonodaja že vzpostavlja pogoje za dosego ciljev predloga zakona. Predlog zakona se vsebinsko najbolj navezuje na sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti,
Zato bi želel tu poudariti, da v zvezi z vidika učinkovitejšega delovanja sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti bil pred kratkim pripravljen predlog novega zakona o varstvu okolja, tako imenovani ZVO-2, ki želi na zakonski ravni odpraviti nekatere anomalije različnih sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki so se v praksi pokazale pri izvajanju tega principa. V ZVO-2 si vlada prizadeva za sistemske rešitve proizvajalčeve razširjene odgovornosti z jasnim institucionalnim okvirom, razmejenimi pristojnosti in odgovornosti ter učinkovitim nadzorom. Ministrstvo za okolje je z vidika strateških sprememb sistema PRO v novem zakonu o varstvu okolja sledilo osnovnemu vodilu zagotovitve večje učinkovitosti sistemov PRO. Zato je v novem zakonu nosilec skupnega sistema določen na način, ki zagotavlja izvajanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti izključno zaradi izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev in v poslanstvu zagotavljanja javnega interesa, varstva okolja in zdravja ljudi in ne več zaradi morebitnih poslovnih interesov nosilcev skupnih sistemov. Prav tako za zagotovitev večje učinkovitosti sistema PRO ZVO-2 določa izvajanje dejavnosti PRO kot nepridobitno dejavnost izključno v lasti, ustanovitvi in upravljanju proizvajalcev samih. Zaradi dodatne težnje po večji učinkovitosti ZVO-2 uvaja sistem PRO za eno organizacijo za proizvajalce istovrstnih proizvodov, o čemur prid govorijo številni razlogi, kot so večja ekonomičnost sistema, poenostavitev sistema, ni potrebe po vzpostavitvi tako imenovanega koordinacijskega telesa, kot v primeru dopuščanja več nosilcev skupnih sistemov. Poenostavljeno je preverjanje in nadziranje izpolnjevanja obveznosti. Zagotovljena pa naj bi bila tudi boljša kvaliteta ravnanja z odpadki. Saj kot je znano, pri vsaki tekmovalnosti je prisotna težnja po nižjih stroških, tudi pri ravnanju z odpadki, naprimer z usmeritev v aktivnosti zbiranja odpadke z večjo dodano vrednostjo ali naprimer v urbana namesto ruralna okolja, kjer je obveznosti glede zbiranja, zagotavljanja ravnanja z odpadki iz proizvodov potrebno prav tako zagotavljati. Sam predlog zakona o ravnanju z odpadki, ki je bil predlagan, je v nasprotju s temi navedenimi strateškimi odločitvami, ki naj bi preprečevale neučinkovitost, nedelovanje in celo izkrivljanje načela PRO, čemer smo bili priča prav in najbolj izrazito pri ravnanju z odpadno embalažo. Čeprav predlog zakona o ravnanju z odpadki večinoma dobesedno povzema člene novega ZVO-2, jih ponekod spreminja na način, da dopušča izvajanje skupnega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti zaradi poslovnega interesa nosilca, dopušča, da organizacija oziroma nosilec skupnega sistema izvaja izpolnjevanje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti za več različnih vrst proizvodov, kar ni praksa v državah članicah Evropske unije. Brisane pa so tudi določbe glede zahtev za neprofitnost in transparentnost delovanja organizacije, ki zagotavlja proizvajalčevo razširjeno odgovornost v imenu proizvajalcev. Predlog zakona o ravnanju z odpadki uveljavlja tudi nejasen in premalo dodelan institucionalni okvir za izvajanje sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti z ustanovitvijo javne agencije za proizvajalčevo razširjeno odgovornost Republike Slovenije, ki naj bi namesto Ministrstva za okolje prevzela vse tako zakonodajalne, upravne kot tudi nadzorne pristojnosti ministrstva. Ustanovitev te agencije naj bi financirali proizvajalci in njeno delovanje pa plačevali s taksami in letnimi nadomestili, čeprav je v obrazložitvi predloga navedeno, da posledic za gospodarstvo sam predlog nima. Glede na vse navedeno
smo mnenja, da iz izvedbenega vidika predlog zakona o ravnanju z odpadki ni primeren za samo izvajanje in tudi za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa sprašujem direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastjana Zupanca, če želite, prosim. Predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem svetnikom. Tudi v Zbornici komunalnega gospodarstva smo temeljito proučili ta predlog zakona o ravnanju z odpadki, ki nas je v nekaterih delih pravzaprav presenetil. Presenetil z vidika, da imamo v Sloveniji že 15 let težave pri implementaciji proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Presenetil z vidika, da imamo zelo dobro prakso po Evropi, na kakšen način ti sistemi delujejo, in z vidika, da pravzaprav je predlagatelj predlagal ohranjanje obstoječega sistema z namenom, da bo uredil obstoječi sistem, kar je neka anomalija ali pa mogoče nerazumevanje vsega skupaj. Če nekaj ne špila, če nekaj ne deluje, kako potem ohraniš obstoječi sistem in potem bo pa to po nekem čudežu začel delovati. V Zbornici komunalnega gospodarstva smo aktivno sodelovali z Ministrstvom za okolje in prostor, jih obveščalo o anomalijah skozi vrsto let. Mislim, da je tudi slovenska javnost bila obveščena o nedelovanju sistema razširjene odgovornosti v Sloveniji in smo iz tega vidika pravzaprav našli tudi ustrezne rešitve v Zakonu o varstvu okolja 2, v predlogu, ki ga je sprejela že tudi vlada. Mi te rešitve absolutno podpiramo, torej podpiramo rešitve ene organizacije za posamezen odpadkoven tok, podpiramo rešitev, da so proizvajalci pravzaprav ustanovitelji te organizacije, ker bojo na ta način lahko skozi korporativno upravljanje zagotavljali delovanje te organizacije, ker konec koncev so proizvajalci subsidiarno odgovorni, če ta organizacija ne bi delovala. Neprofitnost brez dvoma, logično je, če so proizvajalci ustanovitelji te organizacije, da ne bodo podpirali profitnost te organizacije, ker bi konec koncev sam sebi dvigovali ceno ravnanja s proizvodi, ki so vključeni v proizvajalčevo razširjeno odgovornost, vsaj za delež tistega dobička, ki bi ga ta organizacija imela. Zakon o ravnanju z odpadki predvideva tudi v enem modelu grob poseg v izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, uzakonja tako imenovan cherry picking, torej da bi lahko organizacije zbirale tiste odpadke izven sistema izvajanja gospodarske javne službe, ki si jim bi splačali. Tisti, ki si jim ne bi splačali, bi bili pa prepuščeni izvajanju gospodarske javne službe, občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. To je absolutno v nasprotju s evropsko zakonodajo, ki določa, da mora nacionalna zakonodaja slediti usmeritvam, da se zbirajo vsi odpadki ne glede na teritorialne značilnosti in ne glede na vrednost posameznih odpadkov, se pravi, ali ima pozitivno ali negativno bilanco. Tukaj pravzaprav pripravljavec tega zakona te osnovne načela povozil, niti nam ni jasno v Zbornici komunalnega gospodarstva iz kakšnega vidika. Zato nas tudi ne preseneča pravzaprav oster odziv Skupnosti občin Slovenije in pa Zveze mestnih občin Slovenije, da ta zakon ni ustrezen, ker bi s temu pravzaprav naredil, če bi se ta zakon sprejel, bi naredil veliko škodo lokalnim skupnostim in same organizacije izvajanja gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. Zakon predvideva tudi mnogo ustanovitev agencije, ki naj bi kontrolirala in usmerjala delovanje organizacij, pri čemer tej agenciji zakon nalaga oziroma predlaga, da bi celo prevzela en del ekomodulacije, ki je pravzaprav naloga posameznih proizvajalcev, da naj bi organizacija nastavila neke elemente ekomodulacije, ki pravzaprav je tisto orodje,
krožno gospodarstvo skozi PRO zagotavlja, da bojo proizvajalci šli v smeri reciklabilnih materialov, k zmanjševanju odpadkov, k, bom rekel, optimalnejši rešitvi za okolje, optimalnejši rešitvi izdelave svojih proizvodov. In jasno je, če bi te parametre ekomodulacije nastavljala neka državna agencija, potem imajo proizvajalci že danes izgovor, da pravzaprav prav nič ne morejo narediti za doseganje okoljskih ciljev, da pravzaprav jim država določa, da pravzaprav naj država tudi kar prevzema vso odgovornost za doseganje njihovih okoljskih ciljev, kar pa ni logično. Vemo, da po Evropski direktivi o ravnanju z odpadki, spremembi Evropske direktive 851/2018, pravzaprav se proizvajalce jasno zavezuje, da so odgovorni za doseganje nekih okoljskih ciljev in jasno se jih skozi PRO usmerja in spodbuja, da bojo te cilje na nacionalni ravni tudi lažje dosegli. Zanimive rešitve so tudi v smislu nekih pravnih rešitev, torej v smislu varstva zakonitosti, ki bi jo lahko te organizacije od agencije zahtevale, kar zopet kaže, da je interes nadaljevanja tožba zoper državo, tako kot smo priča zadnjih nekaj let, ko nekatere organizacije zaradi svojega nedelovanja potem tožijo državo in se sprenevedajo, da pravzaprav one niso nič dolžne izvajati tega, kar piše v zakonodaji, se je država vsega kriva. Vsi pa vemo, da organizacije, ki so bile ustanovljene v Sloveniji, so bile ustanovljene z jasnim ciljem, da bojo pobirale odpadke v vsem deležu, ki v Sloveniji nastajajo, oziroma v deležu tistega, kar dajo na trg. Vsa sprenevedanja potem, mi pa nismo dolžni tega pobirati, so resnična sprenevedanja in neke pravne finte za to, da se zagotavlja, rekel, čim boljši poslovni rezultat. Ravno iz tega vidika je ta neprofitnost toliko bolj pomembna. Skratka, v Zbornici komunalnega gospodarstva temu predlogu nasprotujemo in sočasno lahko povem, da absolutno podpiramo predlagane rešitve PRO-ja v ZVO-2, v Zakonu o varstvu okolja 2, ki ga je vlada potrdila. S tem bodo nastavljeni dobri nastavki za vzpostavitev učinkovitega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti v Sloveniji in pa, da bomo lahko v bodoče, bom rekel, bolj jasno dosegali neke okoljske cilje, ki jih zdaj že vrsto let pač ne. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. S tem smo ta uvodni del zaključili. Odpiram razpravo za državne svetnike. Prosim, kdo želi. Franjo Naraločnik, prosim. Hvala lepa, spoštovani kolegi, gostje. Prav je, da se pri tem čuje tudi glas lokalnih interesov, ki zgolj povzema to, kar sta moja predhodnika že povedala, mogoče samo sklenjeno v dva sklepa. Se pravi, pozivamo Ministrstvo za okolje in prostor ter Državni zbor, da pospešijo aktivnosti za sprejem že usklajenega zakona o varstvu okolja, ki je trenutno v medresorski obravnavi, ter zavračamo predlog zakona o ravnanju z odpadki v celoti in ga smatramo kot neustreznega za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Ja, če sem prav razumel, ste predstavili stališče Skupnosti občin Slovenije. Samo, da bo jasno. Naslednji je Dejan Crnek, prosim. Še kdo želi? Predsednik, hvala lepa, spoštovane goste, kolegice, kolegi. Tudi jaz bi samo se pridružil, kar je bilo vsem povedano, prav pa je, da se z tega mesta sliši, da v celoti podpiramo, kar je bilo povedano, tudi mi kot eni največjih tistih izvajalcev te službe in dejansko je treba ta zakon zavreči. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Če ne, potem lahko razpravo zaključimo. Vse gre v smer, da se ta predlog zavrne in da pride v proceduro predlog, ki ga je vložila vlada. In če prav razumem, ima kar široko podporo.
in je usklajen. Tako da zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Želite še kaj dodati? Najbrž niti ni potrebno. Tako da dajem na glasovanje predlog. Komisija podpira predlog zakona o ravnanju z odpadki. Kdo je za? Nihče za, kdo je proti? Franja, zdaj pa lahko. 13 proti, tako složni še nismo bili, po mojem, priproti. Ugotavljam, da komisija ni podprla predloga zakona. S tem zaključujem prvo, še poročevalca. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor ima predvideno sejo v torek 30. novembra ob 14. uri. Želi biti kdo poročevalec? Ni interesa. Bom pač mogel to narediti jaz kot predsedujoči. Se strinjate, da to pravim jaz? Hvala. In s tem res zaključujemo prvo točko in gremo na drugo točko dnevnega reda. To je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Kot rečeno, je zakon vložen po skrajšanem postopku, objavljen na spletni strani Državnega zbora. Pri tej točki pa sodelujeta predstavnika Ministrstva za infrastrukturo, generalni direktor Direktorata za energijo, magistr Hinko Šolinc in gospod Jurij Vrtačnik. Lep pozdrav obema. Gostom za prvo točko se nisem zahvalil za udeležbo, pa se zdaj in želim uspešno delo. Torej, gospod Šolinc, prva beseda je vaša, prosim. Hvala lepa za besedo. Vsi skupaj lepo pozdravljeni v mojem imenu, pa imenu Ministrstva za infrastrukturo. Zdaj na Direktoratu za energijo ni v imenu, imamo tudi rudarstvo, sektor, na nivoju sektorja so organizirani trenutno kolegi, tako da to pokrivamo mi, iz imena sicer ne izhaja. No. Ja, zakaj gre? Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. To je en star zakon, ki bo prvič 2006 objavljen in potem še mnogokrat spreminjan in dopolnjevan. Spremembe in dopolnitve, ki jih imamo tokrat na mizi, se pa nanašajo samo na dve stvari in sicer podaljšujejo skrajni rok, ko bi moral iti rudnik Trbovlje-Hrastnik v likvidaciji, v dokončno likvidacijo, ko bi morali firmo ukiniti in sicer z razloga, da niso dokončana vsa dela na terenu, tako pod zemljo kot nad zemljo. Treba je narediti še eno cesto, nekje se še vdera, nekje plazi. Po ocenah, ki jih ima rudnik narejene in tudi za večino že izvedene izvajalce na podlagi izvedenih javnih naročil, je še za 8,9 milijonov, oziroma del je malo manj, nekaj so tudi stroški samega obratovanja firme od nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, ki niso zanemarljiva, do tudi ne nazadnje zaposlenih, nekaj plač in tako. Ampak predvsem so dela za zunanje izvajalce, za dela na terenu, ki jih je treba še narediti. Niso končana dela po starem programu, ki bi moral biti do 21 končan, in pa tudi upravni postopki za pridobitev, opustitev rudarjenja na podlagi zakona o rudarstvu še niso zaključeni, delno zaradi tega, ker niso, oziroma pretežno zato, ker niso še ta vsa dela izvedena. Tako da spremembe zakona so v 3 členih, ampak nanašajo se pa samo na to, da se podaljšuje rok še do konca leta 2023, torej za 2 leti od zdaj, no zdaj ste samo še 2 leti, ko smo zakon začeli pripravljati, je bilo skoraj 2 leti pa pol, in pa da se jim iz proračuna Ministrstva za infrastrukturo zagotavlja dodatnih 8,9 milijonov, da ta dela dokončati in to je v bistvu vsa vsebina, kar jo je v zakonu.
pa denar je zagotovljen v proračunu, na proračunskih postavkah za 23, 22, 23. Denar v proračunih je z enoletnim zamikom, zato ker je pač tako, da večina del je izvedenih enkrat v drugi polovici leta in potem plačanih v naslednjem letu. To je samo pojasnilo, zakaj je dela bojo izvedena po programu, ki ga bo v roku enega meseca po sprejemu tega zakona sprejela vlada, čeprav so to ista dela, ki so že bila enkrat sprejeta, ampak kljub vsemu, da bo jasno, kaj še ima za narediti, bo to še enkrat vlada sprejela z opisom del in pa številkami, koliko je stane. In to sicer v letošnjem letu, v letu 2022 pa 2023, proračunska sredstva so pa z enoletno zamudo v proračunih za 2022 je 4 milijone 200, za 2023 4 milijone 500 in potem v 2024 bo še tisto, kar se bo konec leta 2023 naredil 200 tisoč, a proračun še ni sprejet. To je vsa vsebina, saj ni kaj dosti dodajati. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Matjaž Švagan. Želi še kdo? Prosim, podpredsednik Državnega sveta. Izvolite. Hvala lepa, predsednik, za besedo, predstavniki vlade, kolegi. Seveda prihajam iz okolja, kjer je rudarstvo zaznamovalo razvoj celotne regije. Kot je bilo omenjeno, že nekajkrat je bil ta zakon podaljšan, več je takšnih razlogov, ki pogojujejo sprejem tega zakona. Če navedem samo primer, da je ta zakon povezan tudi z izgradnjo doma starejših, poznate situacijo, kakšna je sama logistična izgradnja tega objekta iz časa covida in ta sredstva se namenjajo, kot sem omenil, za to cesto, ki je iz naslova rudarstva, da omogoča dostop do te lokacije, ki je prostorsko že urejena, ampak infrastruktura ni urejena, kot je bilo že omenjeno, vrsto nujno potrebnih infrastrukturnih del, ki bi jih je potrebno pozvesti za rudarjenje. Se je pa omembno vredno tudi sam monitoring, ki ga do sedaj ni upošteval sam zakon, kaj po zaključku del. Seveda bi pa predlagal, da tudi danes pozovemo Vlado Republike Slovenije in pa Državni zbor, da končno reši tudi sedež podjetja, ki bo se ukvarjal z monitoringom na celotnem področju vseh rudnikov iz naslova po rudarjenju. Tako da hvala in predlagam, da se ta zakon podpre. Hvala. Hvala. Želi še kdo? Ne. Zdaj 8,9 milijona je kar precej za eno cesto. Jaz, čeprav razumem, gre za dodatna sredstva, ki niso bila predvidena, nekaj jih pa najbrž ni bilo porabljenih v preteklih letih. Zdaj, če jaz to prav razumem, drugače bi ta številka 8,9 milijonov bila kar visoka. Verjamem pa, da ste prav zračunali in da se bomo enkrat nehali pogovarjati o zapiranju tega rudnika, ker se zdaj pa že dolgo pogovarjamo. Prosim še, Davorin Terčoni se je prijavil. A lahko pridete, prosim, tukaj? Hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi. Torej, jaz se nisem mislil niti oglašati, ker se mi zdi zadeva dosti razumna, ampak sem slišal, da se podaljšuje že nekaj časa. Jaz bi samo opozoril, da pri tem dolgem podaljševanju imamo tudi neke posebne vzore na svetu, kjer se s podaljševanji različnih zadev pušča nek priokus, da nekaj ni v redu. Jaz, ki prihajam z zahodnega dela Slovenije, vem, da
avtocesto med Salerno in Reggio Calabrijo, to je v južni Italiji, delajo desetletja in desetletja in desetletja. In podaljšujejo in vse se draža. Mislim, da razumete, kaj hočem povedati. Gre sicer za razumni predlog, ne, samo nekje se mora ta zadeva končati. Jaz bom sicer to z veseljem podprl, ampak tisti, ki računajo, naj se ne prevečkrat zaračunajo. Hvala lepa. Hvala. Ni več prijavljenih razpravi. Želite, gospod Šolinc, kaj dodati? Ne. Prehajamo na odločanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Če ne, potem dajem na glasovanje naslednji predlog. Komisija podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Kdo je za? 13 za, ne bom niti spraševal, kdo je proti, ker nas je 13, se pravi, smo vsi podprli predlog zakona. Gospod Šolinc, hvala lepa in seveda kolega. Mislim pa, da ostaneta še za naslednjo točko. S tem poročevalec bo na isti seji matičnega odbora. Jaz, torej bi tudi pri tem bil poročevalec jaz, ker sem že tam v prejšnji točki. Se strinjate? Hvala. S tem zaključujem drugo točko dnevnega reda in prehajamo na tretjo. To je predlog zakona o oskrbi s plinom, druga obravnava. Zakon je objavljen na spletni strani Državnega zbora. S sklicem in naknadnost še v četrtek ste po elektronski pošti prejeli pripombe Združenja mestnih občin, Skupnosti občin, državnega svetnika Srečka Cverka ter Združenja občin Slovenije. Vsi navedeni dokumenti pa so objavljeni tudi na spletni strani Državnega sveta pri sklicu današnje 74. seje komisije. Gospoda, ki sem jo že pozdravil, sta tudi pri tej točki z nami, z Direktorata za energijo, bo pa pri tej točki aktivno sodeloval tudi državni svetnik Srečko Cverk, ki pa je itak nadomestni član te komisije. Torej, gospod Šolinc, najprej vabim vas, da predstavite predlog zakona. Hvala še enkrat, gospod predsednik. Ja, ta zakon je malo bolj obsežen in to je pač eden izmed v narekovaju rednih zakonov, ki jih imamo. Zdaj, to je eden, vse smo že večkrat za ta obsežen paket energetske zakonodaje tukaj stali oziroma sedeli tudi v tej dvorani, tudi na tej komisiji. Energetski zakon EZ-1 celovito ureja oziroma je urejal, da bolj natančen področje energetike in prenaša v slovenski pravni red obsežno zakonodajo Evropske unije z področja energetike, tako z trga električne energije, z trga zemeljskega plina, obnovljivih virov, učinkovite rabe. Je, še enkrat poudarjam. Zakon je bil obsežen, 530 členov, 8 direktiv je prenašal, mislim, da 11, določil tudi izvajanje za 11 uredb evropskih. Sprejeli smo odločitev, da bomo ta zakon, ja, in ta področja, ki sem jih naštel, tako trg z energijo, s plinom, z elektriko na eni strani, kot obnovljivi viri, pa učinkovita raba na drugi strani, so pa ravno področja, ki so zelo aktualna in se tudi na nivoju direktiv spreminjajo z neko strahotno dinamiko, tako vsaki 2 do 5 let se vsaka od teh direktiv spremeni ali pa vsaj malo popravi ali pa temeljito spremeni. Zato smo prišli v situacijo, ko smo mogli energetski zakon EZ-1 že 2-krat ali pa celo 3-krat letno odpirati in popravljati in tudi zato je bila sprejeta odločitev, da zakon razbijamo na področne zakone. Že sprejeta in uveljavljena sta tako iz tega paketa zakon o obnovljivih virih, zakon o učinkoviti rabi energije, sprejet pa objavljen pa še ne velja je zakon o oskrbi z električno energijo, 4. na vrsti je pa ta danes zakon o oskrbi s plini. Poudarjam s plini, ne s plinom, bom potem pojasnil zakaj. Sledil bo še zakon o oskrbi s toploto in pa potem
v narekovaju preostanek, pa ne zveni narobe, preostanek zakon o energetski politiki, ki bo pa določil še tisto vse ostalo, kar ni v teh 5 zakonih zajeto. Tako da nekako ocenjujemo, da bo izvajanje teh ločenih zakonov potem malo lažje in da bo tudi malo zaključene celote predstavlja pa malo bolj pregledno. Tako da v osnovi, zdaj ta zakon, ki je danes na mizi, nima pred sabo direktno še ene zadnje spremembe trga z zemeljskim plinom. Zadnjo spremembo direktive o trgu z zemeljskim plinom smo že prenesli v energetski zakon EZ-1C, tako da zdaj ta, ki je danes na mizi, ne prenaša še kakšne velike spremembe direktive. Velika sprememba direktive je napovedana za december letos, ampak neke nastavke tudi za tisto spremembo že ima. Tako da predvsem izvzema člene iz veljavnega zakona EZ-1 v svoj plinski zakon v zaokroženo celoto. V osnovi je to in ni veliko sprememb. Večina določb je enakih ali pa podobnih, seveda smo odpravili neke napake, take od dikcij do nekaj, da se bo lažje izvajali, ampak večina določb je enakih ali pa identičnih, kot so v veljavnem zakonu EZ-1. Seveda pa je nekaj določb kljub vsemu spremenjenih in dodanih. Zakon kot tak pa ureja v osnovi pravila delovanja trga s plinom, s plini, proizvodno, prenos, distribucije, shranjevanje plina, dobavo plina, tudi določbe o varstvu odjemalcev so, način izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, pa načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom. Kar se cene tiče, to, kar je zdaj zadnje čase debata večkrat na mizi, iz vsega tega, kar sem povedal in iz zakona veljavnega in tudi tega izhaja, da sama cena plina, cena za energijo, za kilovatne ure oziroma za kubične metre, kakor hočete, je pa tržna in je zakon ne regulira. Zdaj, poleg, to je zdaj v osnovi na kratko, kaj je v zakonu, kaj pa je novega. Dodajo so novi pojmi in sicer to pa izhaja iz uredbe Evropske o zanesljivi oskrbi, krizni plin, solidarnostni plin. Krizni plin, to je plin, ki se zagotovi v nekih trenutkih, ko plina ni dovolj na trgu z omejevanjem oskrbe domačih odjemalcev, da se zagotovi plin za tiste, ki bi brez tega plina, bom uporabil izraz, zmrznili in ga nujno rabijo. Seveda je uveden tudi solidarnostni plin, to je pa nek mehanizem na nivoju Evropske unije. Namreč veste, kako je plin. Večina držav članic Evropske unije nima svojega zemeljskega plina, za razliko od elektrike. Elektriko v vseh državah, še celo na Malti, delamo sami, saj v veliki meri. Medtem ko plin pa ne. Plin pa prihaja v Evropsko unijo z vzhoda preko Turčije, preko Rusije, z nekaj plinovodi, mislim iz Rusije preko Ukrajine, Belorusije ali Severnega morja, ampak na nekaj plinovodih, to jih je 5 do 7 plinovodov, še z Norveške, no. Vse skupaj manj kot 10 plinovodov, ki od zunaj pridejo v Evropsko unijo, in pa nekaj terminalov za utekočinjen zemeljski plin, ki so pa seveda tudi po obali zunanji, ne, od Krka zdaj Tanovga, pa v Italiji je nekaj, v Španiji in pač tam, kjer je obala. V centralni Evropi, naprimer v Avstriji, na Slovaškem, pa še kje, pa preprosto ni dostopa do plina drugače kot prek 1, 2 ali pa celo 3 drugih držav članic Evropske unije. Zato je pač na nivoju Evropske unije vzpostavljen solidarnostni mehanizem, da ne smeš vsega plina zase porabiti, ampak ga moraš v kritičnih trenutkih nekaj spustiti. Tudi ko ga ni dovolj, ga moraš nekaj spustiti še v naslednje države. In to je tudi urejeno zdaj. Na podlagi tega določb uredbe, ki to ureja, se tudi trenutno ravno kar sklepamo sporazum z Republiko Italijo. To bi morale vse države že skleniti med sabo na vseh mejah, mi na italijanski meji smo eni izmed prvih v EU, ki bomo to sklenili. Zdaj, to je tukaj noter, seveda ta solidarnost ni zastonj, ne, zato ključno, zakaj je sploh to v zakonu, ker izhaja iz Evropske uredbe, ki se direktno izvaja, ravno ta plačilo. Zdaj, če bi mi morali plačati na podlagi teh bilateralnih sporazumov, z Italijo sem ga že omenil, mora potem ta plin, če bi ga mi Italijanom dali, bi ga oni kupili, če bi ga mi od Italijanov dobili, ga moramo mi plačati, ampak plačati ga treba takoj, takrat, ko ga ni, ko ima visoko ceno, zato zakon prideja rešitev, da se bo to plačalo z državnega proračuna. Potem pa, ko se bo ta plin pri nas prodal in ko ga bojo odjemalci kupili, bo pa to šlo nazaj v državni proračun. To je pač mehanizem, ker tisto, kar je v Evropski uredbi, pa tudi tisto, kar je v sporazumu, je premalo, da bi mehanizem funkcioniral. Funkcioniranje v tem zakonu, to je ena izmed novosti.
Potem druga skupina novosti se pa nanaša, no tukaj pa tudi ime, plini, ni več plin, do zdaj smo imeli zemeljski plin, to je metan CH4, zdaj pa govorimo o plinih, to bo še vedno pretežno zemeljski plin, metan CH4, kateremu bo pa primešan tudi sintetični metan, enak, ampak ni zemlje, ampak bo narejen z elektrolizo, dodan vodik, dodan mu bo še CO2 iz zraka verjetno, potem lahko se v obstoječa plinska omrežja in tudi se že na nivo Evropske unije nekje primešava do nekaj procentov, do 10% vodika, v prihodnosti se bo zgleda tudi nekaj amonijaka primešavali noter, skratka, zato so plini, ki so različnih izvorov, pretežno bo to še vedno metan. To je vsebina ime, množina, kaj pa je vsebini, so pa seveda definicije z tega področja, potem tudi pravila o vključevanju teh plinov tudi v distribucijske sisteme. Do zdaj namreč bilo tako, kot sem že prej rekel, plin je na velikih vstopnih točkah prišel v evropski sistem in je potem iz prenosnih omrežij šlo na distribucijska in navzdol do odjemalcev. Medtem, če bo nekdo delal bioplin v nekem manjšem obratu, je bo lahko ta bioplinarna na koncu tega omrežja in bom, da uporabim, nazaj gor tekel. Zato so pač tudi pravila tukaj noter določena, kako naj bi to potekalo. So seveda tudi obveznosti operaterjev sistema oziroma omrežja, kako naj to tehnično naredijo in kako morajo to vključiti. Je obveznost, da pripravijo načrt prilagoditve za prevzem teh plinov in pa urejen je tudi seveda dostop, kakšne so pravice proizvajalca plina do omrežja. To so v osnovi te večje spremembe, ki so. Zdaj, če bo še kakšno vprašanje, bom jaz poskušal odgovoriti, oziroma kolega, ki se pa prav s plinom ukvarja. Prejeli smo tudi pripombe, seveda smo tudi mi dobili, ki jih je prej že gospod predsednik omenil. Pripombe se nanašajo na 3 člene, jaz sem samo povedal, zakaj so, na kaj se pripombe nanašajo, pa bom potem seveda prepustil, pa bom potem še na koncu odgovoril, če bo kaj, če bo kakšno vprašanje, oziroma sem že razumel napoved, že gospod državni svetnik bo že sam predstavil svoje pripombe. Pripombe so pa na področju, koliko časa traja koncesija za tam, kjer je distribucija na občinskem nivoju podeljena pač za obdobje trajanja koncesije, je ena pripomba. Druga pripomba je, kako se obračunava omrežnina, bom rekel, malo nepravilno, ampak tako, da bomo vsi razumeli. Tretje je tudi v bistvu, se tudi nanaša na financiranje omrežja in na omrežino, medtem pa četrta pripomba, ki pa je podal samo ZMOS, je pa, da se omeji možnost odklopa odjemalcev iz plinovodnega omrežja. Te prve 3, ki sem na hitro naštel, so pa v doseg, so pa od ZOS-a, SOS-a pa od gospoda svetnika Cvirka. Toliko na kratko, pa seveda mislim, da bomo o teh 4 spremembah še kakšno potem rekli, ko bojo vprašanja. Hvala. Ja, hvala lepa. Odpiram razpravo. Domnevam Srečko od Cvirk, ker si bil že pozvan in omenjen, da boš ti prvi, prosim. Še kdo želi? Dobar dan, pozdravljeni. Ja, oskrba s plinom je pomembna v različnih okoljih, v različnem okviru, čeprav je to predvsem energent industrije in energetike, vendar moramo se zavedati, da je v marsikaterem mestu bila plinifikacija tudi ekološka sanacija glede kvalitete zraka in je posledično tudi zaradi tega imamo zelo različno situacijo glede plinovodne mreže. Mi smo se vključili predvsem zaradi plinovodne mreže, ker smo pred enim takim izzivom. V občini Sevnica, ki jo zastopam, posedujemo eno plinovodno mrežo, ki je v lokalni lasti in če pogledamo natančneje, teh plinovodnih mrež v lokalni lasti, v lokalni skupnosti ni tako malo. So mreže, ki so neposredno lokalne skupnosti zgradile, ali njihova javna podjetja holdingi, ali pa koncesionarji, ki po določenem obdobju predajo to mrežo v polno last lokalnih skupnosti. Tukaj
Prihaja pa do velikega izziva. Plinovodna mreža ne oskrbuje samo z tem metanom, zemeljskim plinom, ampak bo postala tudi del zelenega prehoda in plinovodna mreža je strateška infrastruktura. Kaj se pa dogaja na tej zeleni strateški infrastrukturi? Lastnik mreže nima popolnoma nobenega vpliva na ceno storitve na tej mreži. Iz tega procesa je izključen, iz tega procesa je popolnoma izključen in potem je včasih Agencija za energijo velika zmaga, če ti neko, ne vem katero decimalko pa uspejo odškrniti od te cene in to je velik pritisk na razvoj plinovodnih mrež. Zato se plinovodne mreže slabo razvijajo, nimajo strateškega razvoja, ker ni noben upravljavec na tej mikroravni tega ne more izvajati oziroma izredno težko izvaja. Zato je nujno, da lokalne skupnosti iz teh večjih vzrokov, kvalitetnega dela na plinovodni mreži, da je to del zelenega prehoda. Plin ni energent, ki bi kot premog v nekaj letih zaključil svojo kariero, da se upoštevajo te pripombe in da se lastniki mreže v večji meri vključijo oziroma upoštevajo pri oblikovanju cen, strategij in ostalih delov. To je pogled, ki je potreben oziroma ključen. Pri nas je do tega prišlo zaradi statusnih sprememb plinovoda, ki smo jih morali izvesti zaradi majhnosti. Zelo podobne težave pa imajo tudi večje občine, tudi večji plinovodi, kjer je enostavno potrebno kot strateško zadevo razvijati. Sej lahko se dotaknem drugih področji, tudi distribucijsko omrežje elektrike je pred velikim izzivom, kako bo zadovoljil nove potrebe in nove izzive na področju energetike z podhranjenostjo mreže, pa bomo še toliko teže na te izzive odgovarjali. Pričakujem res, da se predlogi upoštevajo oziroma smiselno upoštevajo, zato da ne bo plinovodna mreža zastarala v našem območju in da bo konkurenčna tudi takrat, ko bodo še večja teža prenosa energenta na plinovodni mreži. Hvala. Hvala lepa. Dejan Crnek je naslednji. Predsednik, hvala lepa še enkrat za besedo. Spoštovani gostje, kolegi, jaz bi pa vsem rad kar prebral, ker je malo bolj zapleteno. Tudi kar smo mi mislili, ker vem, da gospod Šolinc veliko ve, ker ga poznamo, kot je že omenil iz prejšnjih in je pač odličen sogovornik. Mi je pa tudi prosil, da bi na to, kar je tudi kolega povedal, pa odgovoril, da se lahko lažje odločamo. Ker na čelu pač je, vemo, da je zakon potreben, vendar bi pa tole povedal. No. Predlog zakona med drugim ureja področje distribucije zemeljskega plina, ki jo uvede lokalna skupnost in gre torej za občinsko gospodarsko javno službo. Razlogov za uvedbo gospodarske javne službe distribucije plina je več. Nedvomno pa sta najbolj pomembna naslednja. Prvič je izboljšanje kakovosti zraka v lokalni skupnosti, zagotavljanje konkurenčnega vira energije za prebivalce in industrijo. V Mestni občini Ljubljana smo v gradnjo plinovodnega omrežja preko javnega podjetja vložili veliko sredstev. Plinovodno omrežje skupaj z daljinskim ogrevanjem predstavlja hrbtenico oskrbe občanov z energijo, kar je logično. Predlog zakona pa podrobno ureja regulacijo poslovanja operaterjev distribucijskega plinovodnega omrežja in postavlja vrsto omejitev, ki že ogrožajo normalno poslovanje operaterjev. Vsako leto je poslovanje operaterjev bolj težavno, pristojnost za izvajanje regulacije pa je dodeljena Agenciji za energijo, medtem ko je lokalna skupnost, ki je uvedla gospodarsko javno službo, iz regulacije popolnoma izključena. V interesu lokalne skupnosti je, da operaterji poslujejo normalno in da lahko nemoteno izvajajo vse potrebne aktivnosti za delovanje omrežja.
Zaradi tega predlagamo, da nadzorovani stroški delovanja iz vzdrževanja odražajo dejanske stroške operaterjev sistemov. Trenutno temu ni tako, ker se osnova za določitev nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za prvo leto regulativnega obdobja doseženi povprečni nadzorovani stroški delovanja iz vzdrževanja v obdobju 2012 do 2014. Nadalje predlagamo, da se omeji možnost odklopa odjemalcev iz plinovodnega omrežja. Kot navedeno, je lokalna skupnost vložila veliko sredstev v gradnjo plinovodnega omrežja. Stališče izkoriščenosti omrežja je zaželeno, da je na omrežje priključenih čim več odjemalcev. Večje število odjemalcev namreč pomeni še nižje končne cene za oskrbo vseh odjemalcev, ker je omrežje bolj izkoriščeno. Hkrati v interesu lokalne skupnosti, da je oskrba z energijo rešena preko daljinskega sistema in ne preko množice individualnih rešitev. To so bila naša poglavitna razmišljanja, pa bi prosil kakšen odgovor pred glasovanjem. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je Davorin Terčon. Na to nima več prijavljenih. Želi še kdo? Hvala lepa. Torej, jaz imam tudi eno vprašanje. Pojasnjeno je bilo, da ste tik pred podpisom, če sem prav razumel, sporazuma z Republiko Italijo. Prihajam iz občine oziroma mesta, ki je edino v Sloveniji priključeno izključno na tujega distributerja, oziroma mi dobivamo plin samo iz Italije. Nismo povezani s plinskim sistemom v Sloveniji. Sicer je res, da je bil sprejet državni prostorski načrt za oskrbo s plinom tudi med Ajdovščino in Slovensko obalo, kljub nasprotovanju občine, ampak če je volja, se da marsikaj narediti. Tukaj bi lahko vlekel vzporednice z obvezno gospodarsko javno službo, ki je vodovod, ker pa občina si želi sprejeti državni prostorski načrt, pa ga država noče. Tukaj pa ga je, poštevamo, da gre za tržno dejavnost, sprejela kljub nasprotovanju občine. Ampak ne glede na to in ne glede na to, da je cel Kras v Naturi 2000. Se je to zgodilo. Ampak, ok, razumemo, kakšna je realnost. Jaz pa sprašujem, ali ste v tem sporazumu predvideli kakšno tako situacijo, oziroma ste imeli pred očmi tudi to, kajti do oskrbe oziroma priključitve na slovensko plinovodno omrežje bojo verjetno pretekla leta, če ne desetletja, in do takrat pač naši uporabniki plačujejo dražji plin kot vsi ostali v Sloveniji. Ker ste omenili, tukaj mislim, da nismo v kategoriji krizni plin, ampak smo pa lahko v kategoriji solidarnostni plin, da se ti uporabniki, nekoč je bil v tej situaciji tudi Rogatec, ki je bil priključen na hrvaško omrežje, ampak mislim, da se je zadeva zaradi čisto cenovnih razmer uredila sama, prišli so naši operaterji, če se ne varam, verjetno vi ste bolje obveščeni. Jaz pa samo vas sprašujem, a ste predvideli mogoče tudi ta solidarnostni ukrep, da bi izenačili vse uporabnik plinskega omrežja v Sloveniji, ne glede na to, da pač smo mi oskrbovani iz Italije, kjer je pač plin glede na tržne razmere dražji. To bi bilo dobrodošlo, vsaj do takrat, če že imate kategorijo solidarnostni plin, kot ste omenili, dokler se bi lahko priključili na slovenska omrežja. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaenkrat nimam več prijavljenih razpravi. Prosim, gospod Šolinc, če lahko na kakšno vprašanje odgovorite. Ste že prej nekaj najavljali, da boste, no, zato. Kolega rekel, da ne gre. Sta se dogovorila hitro. Ko pa res prišli na drt, vidite, da se bo pa on mogel pomagati. Ja, Sevnica, cene, da gremo zdaj po teh predlogih malo bolj natančno. Ja, absolutno je. Distribucija zemeljskega plina je izbirna lokalna gospodarska javna služba. Izbirna pomeni to, da si jo občina zbere ali ne.
In seveda občine, ki nimajo sploh plinovodnega omrežja prenosnega do svoje meje, ne morejo imeti distribucije zemeljskega plina, če pač nimajo, tako je. Približno tretjina slovenskih občin pa ima to možnost, da se je priključena na plinovodno omrežje. Zato je izbirna, ni izbirna z vidika odjemalcev, se bojo priključili, a ne. Situacija v Sloveniji je različna in tudi zgodovina je različna. Nekateri so ustanovili javna podjetja, takrat, ko je javno podjetje še bila neka pravno statusna oblika, medtem ko javno podjetje danes ne pomeni nič več. Ne? Javno podjetje je samo še del imena. Javno podjetje Energetika Ljubljana je na primer DOO, gospodarska družba zasebnega prava v 100% lasti Mestne občine Ljubljana. In ni nič drugačen, kakor en DOO, ki ima vsem karkoli drugega dela, statusno pravno. Zato, ker javno podjetje še nikjer ne piše, da mu ni treba dobička delati, seveda lahko razporedi lastnik vsega nazaj v mrežje, ampak ne zaradi tega, ker je javno podjetje, ker to itak nič ne pomeni več. Včasih pa je. Gospodarskih javnih zavodov ni prav veliko, včasih so bili, tudi režijskih obratov je vedno manj. Večina tam, ker še vedno večina teh starih se v glavnem reče javno podjetje, pa je, kar je. Večina omrežij imajo pa koncesionarji. To so pač neke ravno tako pretežno DOO-ji, ki jim je občina nekoč v preteklosti podelila koncesijo za neko obdobje. Koncesije oziroma koncesijske pogodbe, ki so trenutno sklenjene iz različnih zgodovinskih obdobij, so različne. Ene so za nedoločen čas, ene so za 99 let, ene so pa na drugi strani so pa ene tik pred iztekom. To, kar sem zdaj povedal, vse isto velja tudi za distribucijo toplote, razen te dostopnosti do prenosnega omrežja. In tam, ker smo situacija, da je koncesionar prišel na 5 ali pa 10 let do konca obdobja po koncesiji, tam koncesionar noče več vlagati v omrežje, občina bi pa rada omrežje širila ali pa saj vzdrževala tako, kot je, pa prav meni se je omrežje amortiziralo. Ne? In to je to in 5 let mi ne dopušča več, da bi karkoli vlagal. To je en problem. Ampak zdaj, že tudi predlog, ki so ga dali ZOS pa SOS pa gospod državni svetnik, je tak, da bi se pri koncesionarju omejili na 35 let, kar je tudi v osnutku zakona, oziroma zdaj ni več osnutek, ki je že v državnem zboru v predlogu zakona. 35 let izhaja iz tega, da je življenjska doba teh naprav omrežja 30 let, teh 5 let je zato, da se stvar zgradi in tako pač navzgor je zaokrožen, lahko bi bilo tudi 40, ampak ni bistveno. Tam, ker je koncesionar je 35 let, omrežje se načeloma gradi po BOT sistemu Build, Operate, Transfer, skratka, koncesionar ga zgradi, z njim obratuje in po koncu ga prenese v last lokalne skupnosti, to je občine. 30 let pa še enkrat amortizacijsko obdobje. Tako to imamo, zdaj, zakaj bi javnim podjetjem dajali za nedoločen čas koncesijo? Zato, ker če je pač javno podjetje, še enkrat to nič ne pomeni, da ne bi se vsakih 35 let hecali pa to koncesijo na novo podeljevali, to je en sicer razumen razlog strani občine. Po drugi strani pa v konkretnih primerih, naprimer v Mariboru, kjer se je to zgodilo, je pa občina 100% občinsko podjetje z leti prodala v eni ali več rundah, ali pa vsaj delno. In potem, kar naenkrat pridemo lahko v situacijo, da je v fazi, ko je dobil koncesijo po tem predlogu, ki je tukaj za nedoločen čas za javna podjetja, da dobi koncesijo za nedoločen čas, potem občina z takih drugačnih razlogov proda tisto podjetje, pač ga proda in potem ima ta ena pravna oseba koncesijo za nedoločen čas v sosednji občini, ki je pa kot koncesionar začel, ga ima pa za 35 let. Tako da ta neenakost je ena taka stvar, ki ni fajn, tudi z vidika občine, če ga že proda, pa razumemo, da pač pride, stvar se razvije, da pride to do prodaje, je potem tudi za občino mogoče bolj, da to ni za nedoločen čas. Tako da tega predloga z teh razlogov mi nekako ne podpiramo, no, ker v resnici nič ne reši. Razen mogoče, da ni vsakih 35 let dela s tem, ampak če podjetje je itak tako, režijski obrat, naprimer, tako ni noben problem z odlokom jim podaljšati. Več težav je v obratno smer, če daš nekomu za dolg časa, pa potem nazaj imati to pravico. Drug predlog je izjemno detaljen in predlog je, da se doda
v 105. člen nov 6. odstavek, ki se glasi: nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja za prvo leto regulativnega obdobja se določi kot zmnožek povprečne vrednosti ter realiziranih stroškov 3 let pred letom vložitve zahteve operaterja sistema za izdajo soglasja k regulativnemu okviru in faktorju učinkovitosti iz prehodnega odstavka. To presega nivo detajlov, ki so v zakonu napisani. Tudi izraz sam nadzorovani stroški delovanja, ki so del upravičenih stroškov, v tem zakonu niso opredeljeni. Tako da tudi, če bi to kot amandma prišlo not, najmanj kaj bi mogla biti še definicija, pa še kaj to sploh je. To je izraz, ki je uporabljen v aktu metodologije, ki jo določa Agencija za energijo kot neodvisni regulatorni organ. Dejstvo je, da Evropska direktiva, tako ta o trgu z zemeljskim plinom, ki ta zakon prenaša, kot una na področju trga z elektriko, določa, da mora biti omrežnina, da mora omrežnino določati, to je ta strošek za omrežje, da ga mora določati neodvisni regulatorni organ, ki mora biti neodvisen. Pri nas imamo celo tako narejen, da svet agencije imenuje državni zbor, niti ne vlada, da je to čim bolj neodvisno. Tudi financirani niso s proračuna, ampak iz dajatev, ki so dodatki na ceno plina pa električne energije. Tako da so dejansko čisto neodvisni. Tudi letno poročilo pa finančni načrt Agencije za energijo za naprej državni zbor sprejema, ne vlada. Tako da to izhaja iz direktive in agencija je pri tem svojem samostojna in zakon takih detajlov ne more nalagati. Tako da je tak predlog tudi, kar se ministrstva tiče, ni sprejemljiv. Je pa tako, da agencija, ko ta svoj akt sprejeme, ima tudi javno obravnavo in načeloma enako kot velja za to, kar ministrstva oziroma vlada sprejema v postopku v zakonodajnem postopku. Agencija vedno naredi javno obravnavo in kar se tega tiče, je zelo transparentna pri sprejemanju in pri pripravi in sprejemanju svojih splošnih aktov. Je pa res, to je to vprašanje, to je ta alineja, pa naslednja je, ne alineja, pardon, predlog amandmaja, da mu tako rečem. Zdaj tekst bom prebral najprej, kaj piše v tem osnutku zakona, pa kaj je predlog dodatka oziroma amandmaja. Zdaj piše: zaradi določitve regulativnega okvira pripravi operater sistema naložbeni načrt, v katerem finančno vrednoti naložbe, ki jih bo izvedel v naslednjem regulativnem obdobju. Predlog pa je, da se noter še doda stavek: naložbeni načrt, ki je usklajen z lokalno skupnostjo in operativnim proračunom. Zdaj, zakaj tudi temu predlogu kot ministrstvo nasprotujemo? Zato, ker se prvič člen nanaša na vsa omrežja, na prenosna in na distribucijska, in kot tak bi morali najmanj kaj narediti 2 člena ločeno za prenosno omrežje pa za distribucijsko, če bi to hoteli vključiti. Drugič, imata lokalna skupnost pa operater distribucijskega sistema koncesijsko pogodbo in to je značilna vsebina, ki paše v koncesijsko pogodbo. Nenazadnje proračun, sklicevanje na lokalni proračun, tam, kjer je koncesionar, občina ne financira gradnje omrežja in če ne more biti to omejitev, če ni denarja oziroma ne da ga ni, zato ker ga je premalo, ampak ker ga preprosto ni, ker so ravno zato zbrali koncesionarja, da bo koncesionar zgradil omrežje. Tam potem navezava nazaj na proračun lokalne skupnosti nekako ni smiselna in je lahko bolj omejitev kot pa kakršnakoli prednost. Absolutno je fajn, da sodelujejo občina pa operater omrežja, ampak to je pač predmet, zato je stvar za koncesijsko pogodbo. Zdaj, prej sem že omenil, pa mogoče sem šel prehitro skozi, ampak zdaj, ker smo na tej vsebini, moram še enkrat povedati, obveznost, to je en nov člen po tem zakonu, ki je zdaj nova vsebina tega predloga, ki danes na mizi je, da morajo operaterji sistema pripraviti načrt prilagoditve za prevzem plinov iz obnovljivih virov v sistem. To ni samo, to je to, kar je gospod Ocvirk predstavljal, zeleni prehod in vse to. Skratka, načrt razvoja omrežja morajo oni itak pripraviti v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Tako da, ne vem, če je treba, da je to še posebej tukaj pisati. Kar se pa tiče samega načina, kako se omrežnina določa in priznava, je pa res, to pa je in pri elektriki tudi, da agencija vedno gleda neka zadnja 3 leta ali pa celo še malo za nazaj,
triletno povprečje investicij v omrežje in tisto upošteva pri določitvi omrežnine. In tista omrežja, ki niso nič vlagala zadnjih 5 let, tisti tudi zdajšnja omrežnina ne določa vlaganja. Tako da je mehanizem ta, da se mora pač potem zadolžiti, investirati in ko pride regulativa to, da je to leto, ko so investirali noter, potem se jim to, bom rekel, za nazaj prizna. Tako nekako ta regulativni okvir deluje. Žal ni tako, da bi na nekih bodočih investicijah temeljili, ampak na preteklih. Zdaj pri majhnih firmah, ki imajo samo eno, ampak takih ni prav veliko, v glavnem 2 ali 3 veliki koncesionarji pokrivajo po več občin, pri njih tudi to ne bi smel biti problem, da bi lahko se zadolžile. Lahko pa je tisti problem, ki sem ga prej rekel, če imajo sam še 5 let do konca koncesijskega obdobja, tako da tam je pa spet stvar za razgovor z občino. Lahko v končni fazi tudi podaljša koncesijsko pogodbo na sred območja, na sred obdobja tega jim zakon ne prepoveduje, če je v interesu obojih, da se bo omrežje širilo. To so te 3, zdaj zadnji predlog, ki ga pa samo ZMOS predlaga, pa je, da se omeji možnost odklopa odjemalcev iz plinovodnega sistema, s tem se vsebinsko načeloma strinjamo, ampak vendar predlog kot tak tukaj ni dodelan na eni strani, na drugi strani pa je to že rešeno v zaenkrat preostanku energetskega zakona EZ1, tam je nastavek, da lokalna skupnost določi prednostni način ogrevanja. Na podlagi veljavnega energetskega zakona 1 je na primer Mestna občina Ljubljana sprejela odlok o prioritetni rabi energentov in tam, ker Ljubljana ima tako plin kot daljinsko ogrevanje, tam not je določen nek tak z vidika varstva zraka, z vidika spodbujanja obnovljivih virov, en tak približno logičen vrstni red, pustimo, da je toplotna črpalka pred, na vsak način so individualni kotli na lesno biomaso, zadaj zaradi prahu, pač je noter nekako upoštevan kompromis, da imajo obnovljivi viri prednost na eni strani, da ima daljinsko ogrevanje itak prednost, pa na drugi strani, da tudi prah se upošteva. Tako da ljubljanski odlok na podlagi energetskega zakona je sprejet. Naprimer, Velenje ima na podlagi zakona o urejanju prostora sprejet občinski prostorski načrt, ki ima noter člen, da morajo vsi odjemalci biti priklopljeni na tam je za daljinsko ogrevanje govorim, ampak enako bi lahko bilo za plin. Tako da imajo različne pravne podlage, ampak na podlagi energetskega zakona je prav prioritetna uporaba energentov, na podlagi ZURE pa ali pa kar tako na občinskih odlokih, ki pač kot izvirna pristojnost občine obvezen priklop na sistem ali daljinskega ogrevanja ali zemeljskega plina. To že zdaj občine imajo, Nova Gorica manj. Ene imajo, ene pa niti nočijo imeti, ker pravijo, nočemo mi naših prebivalcev omejevati s tem. Tako da, ampak to je pristojnost občine, tako da zakon res ni primeren akt, ker sem rekel, da je to izbirna lokalna gospodarska javna služba, še enkrat izbirna zato, ker občine ne morejo imeti, ampak potem, ker nimajo vse te možnosti, tudi ne more država z zakonom jih prisiliti, da morajo to določiti. Tako da to je pač izbirna pristojnost občine, je pa v energetskem zakonu zdajšnjem in tudi v tistem, ko bo še zadnji del prenovljen, bo še malo bolj jasno napisan ravno z namenom tega spodbujanja obnovljivih virov zelenega prehoda, pa ne podcenjevanja ostalih okoljskih vplivov prašnih delcev, da bo ta člen mogoče še malo bolj dodelan, ampak to, kar ima Ljubljana odlok o prioritetni uporabi energentov, to bo v energetskem zakonu oziroma zakonu o energetski politiki ostalo in je na občini, da se odločijo, bo to imela ali ne. Zdaj na konkretno vprašanja, Sežana še. Zdaj te sporazumi meddržavni na podlagi evropske uredbe se nanašajo na prenosna omrežja, ne na distribucijska. Žal, tako da, kar se tiče tega, ne zajema tega čezmejnega plinovoda, ki gre iz Trsta v Sežano. Kar se tiče, gospod Svetnik je omenil izenačiti vse uporabnike, pa cena. Zdaj, omrežnino itak agencija, o tem smo že govorili, medtem, ker cena plina je pa tržna in tudi v tem, ker plin ne pride iz Italije, tudi tam, ker imamo na plinovodnem, itak na istem omrežju jih več lahko prodaja. Tako da cena plina je tržna zadeva in se je tukaj ne da izenačiti. Tako da ta mehanizem, ki je čezmejni, je samo zato, da plina ne zmanjka popolnoma, da zaščiteni odjemalci, kar so gospodinjstva, ne bi brez ostali, ne regulira pa cene. Če Jure sem tle,
Ja, mislim, da sem vse povedal. No. Gospod se smeji, čeprav ga ne vidim. Ja, to je to. Oči kažejo. Dobro, hvala lepa, saj ste bil kar temeljit. Marsikaj smo se še naučili. Želi še kdo kaj po teh obrazložitvah? Če ne, potem zaključujem razpravo. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Če ne, prehajamo na odločanje. Tako dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Komisija podpira predlog zakona o oskrbi s plini. Če sem prav razumel, ni s plinom, ampak je s plini. Ste rekel, da ste razložili, pa pol niste, no, ampak smo doumeli. Kdo je za? Trinajst za. Ker nas je 13, ne, zdaj nas je 14, je kdo proti? Ne, tako da s 13 glasovi za je komisija podprla predlog zakona. Isti poročevalec je lahko tudi za to točko, ker ne bi bilo to na isti seji odbora Državnega zbora za infrastrukturo, torej imam še to nalogo še za to točko, če se strinjate. V redu, poročevalec sem jaz. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. Vabljenim se zahvaljujem za sodelovanje na seji. Mi pa prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je potrditev zapisnikov 70., 71., 72. redne in 19. izredne seje komisije. Na predloge zapisnikov nismo sprejeli nobene pisne pripombe. Želi kdo danes razpravljati o zapisnikih? Če ne, potem ugotavljam, da razprave ni. In predlagam, glede na to, da ni pripomb, da opravimo eno glasovanje za vse 4 zapisnike. Kdo nasprotuje? Če ne, potem dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Komisija podpira oziroma potrjuje zapisnike 70., 71., 72. redne in 19. izredne seje komisije. Kdo je za? 14 za. Ugotavljam, da so vsi zapisniki potrjeni. S tem zaključujem 4. točko dnevnega reda. Prehajamo na 5., to je razno. Preden vas vprašam, če želi kdo razpravljati pod razno, naj samo obvestim, da je naš predlog po dodatnih 2% za investicije naletel na plodna tla. Tako bodo je zdaj predlagano, je vlada predlagala, da v naslednjih 2 letih občine prejmejo namesto 6-8% sredstev za spodbujanje investicij. To je kar lep uspeh. Seveda dan pa je bil na pobudo Združenja občin Državnemu svetu, Državni svet pa je to podprl. Želi še kdo kaj razpravljati pod razno? Če ne, potem ugotavljam, da je tudi ta točka zaključena in hkrati še je zaključena 74. seja komisije. Hvala lepa za sodelovanje in ostanite zdravi pa srečno pot domov.